Drage dame, cenjeni gospodje, dobrodošli v receptu, kako bo Slovenija svetovni prvak. Ja, malo morgen. Ne bo šlo tako enostavno, ampak okej, začetek imamo, seznam imamo. Daj gremo malo bolj zares. Pozdravljeni ponovno na kanalu Greg Skort, Gregor z vami kot običajno. Evo imamo par zelo zanimivih novih tem za predelati. Aleksander Sekulič je odkril kandidate, ki bodo kandidirali za nastop na svetovnem prvenstvu. Letos, kmalu se že začne, če se ne motim, 25. avgusta, do takrat pa še, mislim, da 7 tednov, če sem prav zračunal. In pravi čas je, da se razkrijejo prve karte, oziroma pravi čas je bil, da jih je selektor razkril. Torej, seznam 20 kandidatov. Jaz vem, da ste že predelali ta imena, da jih že dobro poznate, ampak vseeno jih bomo hkrati obelodanili in naredili nek izpis, nek načrt, nek plan, kaj se zna uresničiti, kdo zna iti zraven, kdo je nekak fiks, da gre zraven, kdo se bo boril za tisto mesto in tako naprej. Nočem izpasti prepotenten, nočem izpasti bolj pameten kot vsi ostali, niti slučajno, da vem kaj več kot kdorkoli, samo da nekako predelamo in vas že zdaj povabim, da v komentarjih tudi podate svoje mnenje, kdo gre, kdo menite, da si zasluži, da gre, kdo menite mogoče, da ga sploh ne bi bilo na samem seznamu in tako naprej. Vse to lahko predelamo v naslednjih minutah. V glavnem, če ste tukaj prvič oziroma če me znova poslušate, pa še niste naročeni na moj kanal, vabljeni, da to storite zdaj. Zakaj? Da še kdaj pokomentiramo podobne zadeve, da poslušate takšne analize. Če želite z prve kakšne highlightse v bodoče slovenske reprezentance, slovenske košarke, v večini pa Luke Dončića, no, vabljeni, da se naročite. Preidimo k bistvu. Aleksander Sekulič je izbral Jako Blažiča, Sašo Cjanja, Vlatko Čančarja, Jakoba Čebaška, Žigo Dimca, Luko Dončića, Zorana Dragića, Gregorja Glasa, Gregorja Hrovata, Urbana Klavžarja, Aljaža Kunca, Miho Lapornika, Jurija Macura, Blaža Mahkovica, Jordana Morgana, Alekseja Nikolića, Bineta Prepelića, Klemna Prepelića, Žigo Samerja in pa Majka Tobija. Koliko je gre? Ja, vsi? Ne, nikakor ne. 20 kandidatov se bo borilo za 12 mest. Dajmo narediti malo bolj realen spisek, pa tistega, kateri se bojo krvavo borili, da pridejo na tistih končnih 12. Dajmo. Če grem po vrsti, po mojem mnenju so fiks. Naredimo kljukico, kdo gre zraven. Po mojem mnenju, ponavljam. Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Žiga Dimec, Luka Dončić komaj, ampak mislim, da bo uspel med 12, Zuki Dragić, povratnik Gregor Hrovat, Jordan Morgan ali Mike Tobi. To sta dva, ki sta sigurna za pozicijo naturaliziranega igralca, ampak nekak mi govori, da bo tole Jordan Morgan. Aleksej Nikolić, Klemen Prepelić in pa Žiga Samar. In to bi bilo v bistvu 10 mest, ki so po mojem mnenju zacementirani. Prvi zaradi izkušenj, drugi zaradi kvalitete, ki jo ti posamezniki imajo. Zdaj največja neznanka je morda ravno tukaj na centrskem položaju. Ugiba se vse bolj, da je tale mesto bolj naklonjeno v tem momentu, še preden se priprave začnejo, Jordanu Morganu, ki naj bi že celo vadil v Ljubljani pod taktirko Anžeta Mačka, se pravi, da bi se fizično, kondicijsko že pripravljal, to bi celo celi neke manjše poškodbe, kakorkoli. Kdo tukaj ostane? Kdo je tisti, ki se bodo borili za zadnji 2 mesti, no? Saša Cjani, center, brez posebnih izkušenj, ampak ima neko konstantno sezono za sabo v Cedeviti, zagrebški Cedeviti. Jakob Čebašek, ki je že bil član naše reprezentance tudi na največjih tekmovanjih, vedno kot neki 11. 12. Košarkar, pa bomo videli letos, kakšne
možnosti ima, no. Gregor Glas, ravno tako dosti krat zraven na pripravah, novopečeni član Cedevite Olimpije Ljubljana, ampak ni še pa bil zraven na pravem tekmovanju, ne. Urban Klavžar, ki je prikazal kar nekaj odličnih predstav v kvalifikacijskih oknih za slovensko reprezentanco, močno opozoril nase, zelo mlad fant, ki pa praktično nima sezone za sabo, kajti bolj je bil statist oziroma bolj gledal pri Mursi, nažalost. Je pa res, da je pred njim še prvenstvo U20, kjer bo verjetno prvo ime Slovenije, no. Aljaž Kunc, ime, ki ga še mogoče najmanj poznam. Zakaj? Zato, ker slabše spremljam ligo NCAA, kjer je on nazadnje bival kar nekaj let, no, tako da njegove predstave mi niso blizu. Fanto želim vse najboljše, pa me resnično zanima, kako se bo izkazal na samih pripravah. Miha Lapornik, ostro strelec, kar nekaj odličnih predstav, ko je bilo potrebno, ko smo ga najbolj rabili, se pravi v kvalifikacijah. Ja, takšnega šuterja je vedno fajn imeti, mogoče malo peša njegova igra v obrambi. Juri Macura, tako sezona, tudi nekaj težav s poškodbami, ampak centrsko mesto pri nas je, vemo, zelo na tankem ledu in ja, tukaj bojo borbe z Žigo Dimcem, ampak mislim, da Dimec v tem trenutku premore kar nekaj izkušenj več, no, krepko izkušenj več, no. Ker smo že pri Dimcu, kako ga ne mediji, kako ga ljudje, navijači, selektori, mi selektori, kao od zadaj, non-stop ga ljudje kritizirajo, ne, a res ni drugega kot Dimec, pa po mizi udaril. Ne, ni drugega. Dimec je zelo hvaležen, vedno se odzove, fant. Ne bom rekel, da je Michael Jordan pozicije svoje, nikakor ni. Tudi marsikateri drugi na naši reprezentanci ni idealen, ampak je. Dela prostor, postavlja bloke, naredi kakšen močen faul, zapira prostor. Marsikdaj tudi sam živce izgubimo v njegovi igri, pa še koga drugega, hkrati v isti sapi dodajam. Ampak Žiga je tam, ko ga potrebujemo. In to že od vekov nazaj. Dajmo malo hvaležnosti pokazati. Spet tega Dimca vlačimo. Valjda vlačimo Dimca, koga bomo pa vlačili drugega? Izvolite napisati, koga pa imamo v tem trenutku drugega Slovenca zdravega. Imamo Macuro zdajle na seznamu. Dajmo mu priložnost, fanto, naj se stepeta v narekovajih za mesto. Jaz sem samo rekel, da v tem trenutku dajem več možnosti Dimcu. Jaz mislim, da bo Dimec na koncu tudi med potniki. Koga imamo od zadaj? Primernega. Izvolite, napišite. Z velikim veseljem bom počakal. Gremo naprej. Blaž Mahkovic. Še ena zelo dobra sezona v dresu Sansov, ampak vse vemo, kakšen nivo je tole, ne. Seže do druge ABA lige in pa prve slovenske lige. Mahkovic ima ogromno energije, ogromno vlaga v borbo. Zelo hvaležen košarkar, mogoče za najvišji nivo pa malenko še zmanjka izkušenj in pa same kvalitete. Bine Prepelič, bratranec Klemen, ki bo po moje zanesljiv potnik, manjka izkušenj tukaj, ampak prav je, da je na seznamu, je tudi med višjimi košarkarji, naj se tamle bitka začne. Mike Tobi kot zadnji, hvala ti Mike za olimpijske igre, za kvalifikacije za olimpijske igre, dajte se vi dva udariti, nimam dobene preference nad enim oziroma drugim, tako da upam, da boste oba dva zdrava in boste se lahko čim bolj dokazali na samih pripravah. Tako da tole je to iz stališča, kdo ja in kdo verjetno ne, no. Zdaj, kar se tiče samih priprav, se začnejo zelo kmalu, 17. ta mesec, bo pa naša reprezentanca odigrala kar 7 prijateljskih tekem, 3 na domačem terenu. Pozor! Jutri, se pravi danes je 4. Jutri 5. pa gredo vstopnice ven, natančno ob 12. uri za prijateljsko tekmo prvo v Celju 25. med Slovenijo in Kitajsko in potem 8. avgusta Slovenija-Hrvaška v Stožicah. Pazljivo, na prvi tekmi Luka Dončić, Čančar in pa Tobi definitivno ne bodo igrali, ker še ne bo niti na pripravah, medtem ko proti Hrvaški, pa še predtem Grčiji, Dončić in Čančar Tobi definitivno že bodo igrali. Tako da ja,
25. julija v Celju začnemo proti Kitajski, sledi tako imenovan Telemachov spektakel proti Grčiji, vstopnic na žalost več ni. Vračamo obisk v Grčiji 4. Grčija, Slovenija. Nekaj se šušlja, da Antetokounmpo ne bo pripravljen za svetovno prvenstvo. Ste vedeli tole? Kar slaba napoved, no. Mislim, slaba napoved v smislu neke kvalitete, nekega spektakla, no, ampak kakorkoli. Imamo Dončića, imamo novopečenega prvaka, Čančarja. To je za nas fenomenalna novica, ne. Kot sem že dejal, 8. avgusta Slovenija, Hrvaška v Stožicah, potem pa tisti spektakel, turnir v Malagi, Španija, Slovenija, 11. avgust, že naslednji dan Amerika, Slovenija, ne. In pa potem pred samim prvenstvom 19. Japonska, Slovenija in pol se začne z 25. avgustom. Kjer pa imamo v skupini, torej začinjamo v Okinavi, Zelenortske otoke, Gruzijo in Venezuelo. Brez kakršnega koli slepomišljenja, Slovenija v tem primeru mora in tudi bo osvojila prvo mesto. Ni za podcenjevati nasprotnike, ne smemo si tega dovoliti, niti pod črto razno. Zadnji razlog naš je Poljska, vemo, kam nas je to pripeljalo oziroma kam nas je odgnalo. Ampak vseeno sem trdno prepričan, da je takšna izkušnja in takšna streznitev za nami, da si podobnih zadev več ne bomo privoščili. Vendarle, nekoliko se zaplete že vnaprej, ko se križamo skupino z Nemčijo, Finsko, Avstralijo in Japonsko. Že tukaj bo vsaj eden izmed močnejših tekmecev tako izpadel v tem drugem krogu, ko se črtamo s to skupino, je pa o predvidenem prvem mestu potrebna vsaj ena zmaga, pa mislim, da smo naprej. Pol pa mislim, da sledi nekdo izmed dvojca Francija ali Španija. Če pridemo do tja, odlično, super, še naprej, če bi še to oviro preskočili, mislim, da smo pa potem že malo preveč fantaziramo in da bi bilo nerealno vse skupaj korigirati, kako in kaj naprej, ne. V bistvu, ko omenjam Španijo in Francijo, mislim, da sem dva favorita turnirja že tukaj izpostavil. Kanada bo verjetno imela zelo močno moštvo, kar nekaj NBA-ovci, Murray, Wiggins in tako naprej. Američani ne grejo z najboljšo postavo, to ste verjetno opazili. Marsikdo manjka, pa še preden se čisto osredotočim na njih, tukaj je še seveda vedno nevarna Avstralija. Pat Mills, Joe Ingles, Thon Maker, glavnem, in tako naprej, in tako naprej. In pol malo preletavam, tukaj je še Latvija, ne. Latvijo imamo en nepozaben dvoboj iz 2017. Evropskega prvenstva, ki mi bo vedno ostal v spominu, po mojem mnenju celo najboljši dvoboj na tistem evropskem prvenstvu, no. Dobro, gremo že na Američane. Jalen Brunson, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Austin Reeves, Paolo Banchero, o njem smo že zadnjič govorili, pa še enkrat ne vem, če je Banchero ali je Banchero, pardon. Mikal Bridges, Josh Hart, Brandon Ingram, Jaren Jackson Jr., Cam Johnson, Walker Kessler in pa Bobby Portis. To je to. Tako da, po neki uradni lestvici favoritov smo na 5. mestu, še vedno je seveda Amerika na 1., sledi Španija, Francija, Avstralija, mi kot rečeno pred Kanado, Nemčijo, Srbijo, Grčijo in Brazilijo. Evo ti na Srbijo, Grčijo sem takoj spustil, pa vemo, da jih ne smemo. Kako se veselim, ko to gledam, res komaj čakam, no. V glavnem, se tudi vi podobno veselite kot jaz. Še enkrat vas povabim, da se spodaj pridružite s komentarji, da vidimo, kako so pri vas karte premešane, koga bi vzeli, koga mogoče ne, če imate tudi vi mogoče kakšno rešitev na mesto Dimca, ker jaz je nimam, ampak meni je tale ok. Spremljate, kaj dogajanje iz ostalih vrst pri košarki, kakorkoli. Dajte se malo razpisati, kot vedno. Hkrati pa hvala, prejšnji podcast je bil fantastično poslušan. Imate ga v naslednjih priloženih videih možnost poslušati za nazaj. Do naslednji še enkrat hvala, da me spremljate. Resnično cenim vsak vaš odziv, vsako naročitev na moj kanal. Če še niste storili to do zdaj, vabljenje, da to storite v tem trenutku. Všeček, komentar dodajo YouTube algoritmu še večjo veličino. Resnično
nismo mali otroci, ampak to pomaga. Do naslednjič, lepo bodite, lepo se imejte. Gregor se je bil z vami iz Greg Skorta. Hajde Slovenija!